Prva AMZS idealna linija sezone 2023 o uvodni dirki državnega prvenstva Slovenije v kartingu, ki je potekala na dirkališču Azzura v Jezulu v Italiji. Jan Pancar je novo sezono svetovnega prvenstva motokrosistov v razredu MX2 začel z 10. mestom na veliki nagradi Patagonije, Argentine. Cestno-hitrostni motociklisti so na Grobniku opravili prvo preizkušnjo za točke slovenskega državnega prvenstva. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Kot že nekaj let zapored so z državnimi prvenstvi, ki sodijo pod okrilje Avtomoto zveze Slovenije, prvi začeli voznice in vozniki kartinga. Na progi Azzura v Jezulu v Italiji so bili pogoji za dirkanje zelo dobri in vsi udeleženci so imeli priložnost, da se izkažejo. V razredu mikro, v katerem so zastopani najmlajši vozniki, so se vsi brez strahu spopadli s stezo in so pogumno opravili s 3 vožnjami. Najhitrejši je bil Filip Ferk Žerak, za njim pa sta se ob koncu dneva zvrstila Timon Grgič na 2. in Neli Štrajhar na 3. mestu. V razredu mini se je najbolj izkazal Maj Rakuša, ki drugo leto vozi v tej kategoriji in je to dobro unovčil. Po 3 vožnjah je drugo mesto na zmagovalnem odru zasedel novinec v razredu mini, Maj Tušek Haladeja, lani sicer državni prvak v kategoriji mikro. V mladinski kategoriji junior se je zmage veselil Aljaž Vidmar, ki je bil v vseh 3 vožnjah najhitrejši. Drugo mesto na dirki je zasedel Jure Levar, tretji pa je bil Lan Kos. V kategoriji senior je prijetno presenetil Nik Trobec. Lanskoletni državni prvak razreda junior se je med novimi tekmeci izvrstno znašel. Sem že pel v bistvu že 2 dirki tle in zato mi je šlo tudi tako dobro. Trobec si je že v sobotnih kvalifikacijah privozil drugi štartni položaj in nato v nedeljo v 3 vožnjah zbral največ točk. Največji tekmec, ja, vsi so bili dobri. Drugi je bil branilec naslova prvaka v tem razredu Maj Sadar, tretja pa Anja Levar. Ksen Deruve je z novo prepričljivo zmago potrdil sloves enega najboljših voznikov razreda DD2. This is one of my favorite tracks. It's very technical, a lot of corners, so it's really the driver that makes the difference. So I'm always happy driving here. To je tudi suvereno potrdil, saj je brez večjih težav vknjižil prvo mesto na prvi dirki sezone. In a race weekend everything needs to fall in place. And this weekend, we got the perfect package and it was amazing. Chassis, mechanic, everything was perfect. Drugo mesto na odru za zmagovalce je pripadlo Maticu Kolmaniču, tretji pa je bil Johan Anderson. Razred KZ2 je postregel z napetimi in zelo zanimivimi boji na progi. Najbolj se je izkazala v nešteto karting bitkah prekaljena Sara Markučič. Drugo mesto po seštevku 3 voženj je zasedel Dimitrij Mlakar, tretje pa Jan Skledar. Uvodna dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je bila v Argentini. S progo v bližini mesta Villa La Angostura v Patagoniji se je prvič v karieri srečal Jan Pancar, ki je bil edini predstavnik Slovenije z licenco AMZS na dirki. V kvalifikacijah je imel malce smole in jih je končal na 19. mestu. Na dirki je nato pokazal, da zna letos poseči visoko. V prvi vožnji se je kmalu po štartu srečno in elegantno izognil zapletu ter padcu nekaterih voznikov. Nato je vozil preudarno in premišljeno ter brez večjega tveganja v cilj pripeljal na 10. mestu. Prvo mesto si je privozil Jago Gerc. Soliden začetek in se že veselim naslednjih tekem na
trdi podlagi. Štart druge vožnje se Pancerju ni posrečil najbolje, a se mu je z vztrajnostjo in nepopustljivostjo znova nasmihala deseterica. Žal je v tretjem sektorju 14. kroga storil napako, ki mu je odnesla kar nekaj dragocenega časa in je na koncu ciljno črto prečkal 11. Z rezultatom sem zadovoljen, čeprav sem imel malo težave z samo progo. Tudi v drugo pa je bil prvi Jago Gerc, ki je prepričljivo dobil dirko. Pancer je skupno na dirki zasedel 10. mesto. Naslednja tekma me čaka v Rioli, se pravi na Sardiniji, kjer bo mivka, tako da grem hitro na priprave na mehko podlago. Sezona 2023. Grobnik. Prva dirka za točke državnega prvenstva Slovenije. Spomladanske temperature so dirkače v tekmovalnem razredu Superbike in Supersport 600 pozdravile na prvem prizorišču letošnje sezone državnega prvenstva. 5 dirkačev v najmočnejšem razredu in 11 v kategoriji nižje je legendarno progo na Hrvaškem preizkusilo že na petkovih prostih treningih. Kljub dolgemu zimskemu premoru so fantje že po nekaj krogih leteli kot snete skire. Oči javnosti so bile celoten dirkaški konec tedna uprte v Marka Bolka, ki se je po sezoni premora vrnil v državno prvenstvo. Mariborčan ni razočaral in tekmecem že takoj nakazal, zakaj ni favorit zgolj na papirju. Po odlično oddelanih sobotnih kvalifikacijah je svojo formo še dvignil na 10 krogov dolgi nedeljski dirki. Član RP Moto motocross kluba je dirko razreda Superbike začel odločno, na koncu pa je njegova prednost pred najbližjimi zasledovalci znašala skoraj 30 sekund. Lepo je biti nazaj, super zadovoljen. V bistvu osebnostna misija, kar se tiče samih časov in pa performanca, je dejansko bila dosežena. Pogrešam malo več konkurence in pa fante, ki so bili prisotni v lanskem državnem prvenstvu, ampak to nas dejansko ne bo niti ne toliko ne vrglo iz tira in pa zmotilo. V sicer nekoliko okrnjeni slovenski konkurenci na 1000 kubičnih motociklih na štartu ni bilo lanskega prvaka Albina Šterna in nekaterih drugih hitrih dirkačev, je dokazal, da vnovič velja za prvega favorita za osvojitev naslova državnega prvaka. Toda korak po koraku, edini cilj dirkaškega veterana ni le nova državna zvezdica. Motivacija osebnostna je tako velika, da bom dejansko tudi na ostalih dirkališčih poskušal dosegti svoje osebne rekorde in pa zaključiti državno prvenstvo, se pravi, čim bo uspešno. Poleg Bolka sta se na zmagovalni oder uvrstila tudi izkušena Blaž Bregar in Srečko Virant. Izjemne čase krogov na Grobniku so dosegali tudi tekmovalci v razredu Supersport 600, kjer se je na prvi dirki sezone največ pričakovalo dvakratnega zaporednega državnega prvaka Eneja Logarja. Izenačenost fantov s treningov in kvalifikacij je napovedovala srborit boj tudi na dirki, saj je razred Supersport 600 prepojen z novo dirkaško krvjo, polno talenta. Poleg izkušenih fantov so letos na močnejši motor sedli mladeniči, ki so dobre vtise pustili v Supersport 300. Med njimi sta na Grobniku izstopala Gašper Hudovernik in Etienne Kantar-Božič. Na nabito polni štartni vrsti je manjkal sicer stalni gost v minulih sezonah Bor Klemenc, ki je zamudil razborljivo dirko. Ko je postalo najbolj vroče med 10 krogov dolgo dirko, je v Reškem ovinku za nepričakovan šok poskrbel eden od favoritov za zmago, Etienne Kantar-Božič, ki je zdrsnil in končal v grobem grobniškem pesku. Za prvo mesto na državnem prvenstvu sta se nato udarila Enej Logar in Gašper Hudovernik, ki je uporabil vse svoje izkušnje iz nižjega tekmovalnega razreda, da je prišel do senzacionalne zmage. Sem že navajen iz 300, kar pomaga nižje klase. Tako da tale vikend je bil super. No. Nisem vedel, kako se bo odvil, zato ker so bili kar hitri, kar konkurenca. Ampak ja, na koncu
je ratala zmagati, no, ampak je bila super dirka, no, to je važno. Logar, ki je sicer pričakoval več od uvodne dirke, kljub osvojenemu drugemu mestu, ni bil pretirano razočaran s točkovnim izplenom. Drugače ne z dirko, sem zelo zadovoljen, tudi časi sem jih zelo izboljšal napram lani, pa borbe so bile pa zelo zanimive. Tolažilno tretje mesto je pripadlo Domnu Lipniku, ki na začetku še ni v vrhunski formi. Pa v bistvu gledam vse, sem kar zadovoljen. Mislim, da je bil to kar današnji moj maksimum, še kar malo sreče zraven z odstopom hitrejšega tekmovalca. Upam pa, da do ostalih dirk še uspe malo dvignati svojo pripravljenost. Raven organizacije prve dirke sezone je zadovoljila organizatorja društvo Two and Race in tudi dirkače. Mi smo zelo zadovoljni, če sem iskren, super vreme, super razmere za dirkanje. Temperature so bile že kar pomladne in asfalt je bil v topu. Kar se tiče dirkačev in udeležbe, smo zadovoljni. V bistvu smo prodali vsa mesta, ki smo jih na tem dogodku imeli. Polivanje s penino so najboljši trije v obeh tekmovalnih razredih prihranili za naslednjo priložnost. Ponovni ring velja, kot vsi vejo, dirkači tudi za moje domače dirkališče. Tam sem izjemno močan, dosegel sem tudi že čase, ki so jih vozili sami priznani superbike vozniki. Spet bo veljala tam, se pravi, lastna osebnostna misija, podreti svoj osebni rekord in se približati tudi absolutnemu rekordu, ki ga je postavil nedavno Filip Oettel. Sem kar bil velikrat, mogoče še večkrat kot pa na Grobniku. Dobra pista, veliko ostrega bremzanja, kar bo meni kar ustrezalo. In ja, se veselim, no. Po mojem bo dober vikend, kot je bil tale. Dirkaška akcija za točke državnega prvenstva se bo nadaljevala čez en mesec, ko bo 22. in 23. aprila najboljše slovenske jezdece na dveh kolesih gostilo madžarsko dirkališče Pannonia Ring. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V nedeljo 2. aprila bo v organizaciji AMD Brežice na progi Prilipe na sporedu prva dirka državnega prvenstva Slovenije v motokrosu.